Pri pouku matematike je zelo pomembno, da delamo domače naloge, ker zelo pomagajo pri pripravah na test. Tudi ne bomo rekli, da so testi lahki, ampak se s sprotnim učenjem lahko veliko naučimo in premagamo še tako težke primere. Kakšne si imela pomisleke, ko si se vpisala na gimnazijo glede matematike? Ja, na osnovni šoli so jih tako vsi govorila, ne, da je matematika na gimnaziji zelo težka pa zakomplicirana, pa da je težko imeti dobre ocene. Pa res je, da zajamemo več snovi kot v osnovni šoli, pa da gremo malo hitreje naprej. Ampak profesorice zelo dobro razložijo, zdi se mi, da imamo precej dobre profesorice pač za matematiko na gimnaziji. In če ti kaj ne gre, ti tudi nudijo dopolnilni pouk, lahko pa tudi vprašaš starejše dijake, ker oni nudijo tudi tutorstvo, če ti pač kaj ne gre. Kako pa poteka pouk matematike? V bistvu profesorica pride v razred in vpraša, da prvo kdo ima nalogo, pa kdo ne. In če ti kakšen primer pri domači nalogi ni šel, seveda lahko profesorico vprašaš in ona ga bo rešila na tablo. Potem pa začnemo jemati snov in učenci v bistvu delamo primere pred tablo. Kaj bi radi izpostavili pri pouku matematike na gimnaziji Jesenice? Jaz bi definitivno rada izpostavila to, da je zelo dobro, da so profesorji zmeri na voljo, da ti ponovno razložijo snov, pa da ti pomagajo pri vseh težavah, kakor jih imaš. Jaz bi pa v bistvu dal nasvet, da tudi če te strah iti pred tablo ali pa strah vprašati, da se mogoče kdaj kar javi, pa pojdi na tablo, zato da boš izgubil ta strah, pa tudi, če se ti kdaj zdijo profesorji strogi ali pa da res nočejo, da jih sprašuješ, jih kar vpraš, ker so tako ali tako tam zato, da jih kaj vprašaš, pa da te kaj naučijo, tako da naj te ne bo strah matematike. Jaz bi priporočal, da sledite pri urah, ker tudi če ne delaš domačih nalog, lahko vsaj nekaj v dur odneseš in ti to dosti pomaga pri doseganju tvojih ocen. Meni se zdijo ure matematike dosti fajne, ker profesorica zna dobro razlagati, pa tudi nikoli me ni strah kaj vprašati, ker je tudi zelo pozitiven okolje. Meni pa všeč, da hodimo pri matematiki na table, ker hitro ugotovimo, kaj ne znamo, pa kaj ne. Če se pa kdaj ne izide, imamo pa vsak test tudi priložnost večkrat popravljati, tako da ni konec sveta, če se v prvo ne izide. Pa še za na konec, matematika je lahko tudi zabavna. Za bodoče matematike. Delate domače naloge, vaje, matematiko ne bo težav.